Počasi ustavljamo korak proti Božiču, proti dnevu samostojnosti in enotnosti in proti novemu letu. Počasi, vendar vztrajno pravimo, da je dovolj hitenja, da je treba narediti tudi kaj za srce in za svojo dušo. In da se je potrebno po tej neizprostni naglici leta 2015 za trenutek ustaviti in nabrati novih moči. Iskreno vam povem, spoštovane gospe, cenjeni gospodje, da sem zelo vesela, da ste se odzvali povabilu na današnji novoletni sprejem, kot tudi na tiste v preteklih letih. Vsako leto znova se veselim tega srečanja, ker se vam želim od srca zahvaliti za vse, kar ste zgradili in dobrega storili v naši skupnosti v dobro nas vseh. Vesela sem namreč te priložnosti, da vam lahko zaupam, kako sem neizmerno ponosna na vse naše skupne dosežke in hvaležna za neskončno pomoč in podporo na poti do uresničitve idej, ki nas še tesneje povezujejo kot lokalno skupnost dobrih ljudi. Sprememba je edina stalnica naših življenj. V zadnjih letih se je svet spremenil v nenavadne in dokaj nevarne smeri. Vendar občina Ljutomer se je spremenila na bolje. Prlekija se je spremenila na bolje. Pomurje se je spremenilo na bolje. Na mnogo bolje. To je čutiti tudi v vzdušju in miselnosti. Napredek potrjujejo tudi številke. Ko smo se prvič srečali v tem prostoru, v novoletnem duhu in poslanstvu tukaj, leta 2010, ko je svetovno in z njim tudi naše gospodarstvo zašlo v težave, smo vsi začutili določen strah in mnogo negotovosti. Razmere so bile zelo zaskrbljujoče. Bruto domači proizvod na prebivalca v Pomurju je takrat znašal polovico ljubljanskega. Bili smo gospodarsko gledani najšibkejša slovenska regija. Vendar letos smo lahko spremljali potrditev povsem drugačne slike. Naslovi v časopisih so poročali, da se je pomursko gospodarstvo 2014 prepričljivo odlepilo od dna. Čisti dobiček je imelo več kot 1000 družb, skupaj 80 milijonov evrov. Celotna regija je bila v plusu 20 milijonov evrov. Zato res iskrene čestitke vsem vam za pomemben prispevek k tej zgodbi o uspehu. In resnično imam v mislih vse, ki ste sprejeli povabilo na današnji dogodek, od gospodarstvenikov, obrtnikov, vodstev in sodelavcev javnih zavodov do podžupanov, članov občinskega sveta, predsednikov in članov krajevnih skupnosti ter enaki meri tudi vsem društvom. Podobno kot v športu, eni so strelci na gol, drugi naredijo zmagovalno podajo, tretji obranijo v ključnem trenutku. Gospodarstveniki, obrtniki, javni zavodi, krajevne skupnosti, občinski svet, sveti zavodov, občinska uprava, smo v tem duhu eno moštvo. Bolj kot smo uigrani in se dopolnjujemo, bolj smo uspešni. V Prlekiji se s ponosom spominjamo na našo bogato zgodovino odličnega vina. Na prve kasaške dirke,
Vendar pri pogledu nazaj ne smemo spregledati imen izjemnih rojakov, ki so vedno znova poganjali naše tradicije naprej in jih vodili kot žogo po igrišču ter z njo realizirali prebojni gol. Ob velikanih kulture, kot sta Grossman in Miklošič, je prav, da se spomnimo tudi na podjetne posameznike, ki so v preteklosti uresničevali poslovne zgodbe o uspehu, na katerem počiva naša obrtniška in podjetniška tradicija. Eden izmed takšnih rojakov je na primer Josip Mursa, ki je v začetku 20. stoletja med drugim na Cvenu oživil dirkalsko društvo, ustanovil je zadrugo, ki je elektrificirala Cven, Moto, Zgornje in Spodnje Krapje, ustanovil tudi Cvensko gasilsko društvo in bil gonilna sila tudi kmetijske zadruge. Še bolj impresivno, Josip Mursa je ustanovil betonarno in prvo slovensko tovarno mozaičnih ploščic. Čeprav so to uspehi preteklosti, ta podjetnost, vizija, odločnost in predanost ciljem živi tudi danes. Zahvaljujoč tovrstnim izjemnim zgledom smo v našem okolju polni samozavesti, odločnosti in podjetnosti, s katero po eni strani obujamo spomin na tradicije, po drugi strani pa ustvarjamo možnosti za nove uspehe. Zato imamo ponovno konjeniški muzej, edini v Sloveniji. Čez nekaj dni bomo imeli prvi enoteko, kot se spodobi za nekoč prve slovenske dobavitelje vin angleškemu dvoru. Podjetnost tega izjemnega kova se čuti v delovanju več kot 700 prleških obrtnikov in podjetnikov. Vidi se v novih idejah, novih objektih, poslovnih zamisli in optimizmu, iz katerega vejeta samozavest in upanje. Najlažje je opaziti te premike v spremembah našega okolja. V novih naložbah, gradnjah, obratih, poslovnih prostorih, novih industrijskih obratih, prenovah prostorov, prenovah športne infrastrukture. Podjetja znova zaposlujejo, širijo proizvodnje in nabavljajo stroje in opremo. Nastajajo novi poslovni centri, novi vrtec, ureja se prometna infrastruktura in imamo tudi druge številne pridobitve, ki pa jih na tem mestu ne bom vseh povedala, ker bi bila predolga. Obenem se močno skrbi za okolje prijazno, sonaravno delovanje našega okolja. Prejšnji petek je v ljubljanski operi potekala predstavitev prvega razpisa iz naslova novih evropskih sredstev in slovenske pametne specializacije. Skupaj je več milijard evrov za projekte, ki niso zgolj izboljševanje okolja, cest in vodovodov, kot smo to poznali doslej, ampak so namenjeni, da inovativni in odlični produkti ali storitve pridejo na večje trge. Pri tem posebej šteje inovativnost, ki je sonaravna, in druge danosti, ki jih ima naše okolje. Razpis pravijo, da bo objavljen še letos. Zato smo že pripravili prve klasične projekte, ki čakajo na začetek te naslednje perspektive in razvoj regij za izgradnjo kanalizacije v 7 naseljih. Z novo razvojno strategijo pa gremo po poti še večjega ustvarjanja novih priložnosti in podpore gospodarstvu pri uresničevanju poslovnih zamisli. To bo velika naloga tudi za vse naše zavode. Moramo se reorganizirati in najti pravi fokus, da bomo kos
tem izzivom v prihodnje. Predvsem pa imamo enkratno priložnost in nalogo, da se reorganiziramo tudi v širšem kontekstu. Prleške občine smo dobro sodelovale na projektu Sistema C, kot so druge pomurske občine dobro sodelovale na drugih krakih tega velikega podviga. Zato, ker smo sodelovali, smo resničili veliko skupno pridobitev za naslednje generacije. Čas je, da to prakso prestavimo na druga področja, da skupaj podpiramo velike, ne zgolj infrastrukturne projekte, ampak se mnogo močneje povezujemo tudi na vsebinskih projektih in tako še bolj pomagamo gospodarstvu. Hočemo ali nočemo, in srčno verjamem, da hočemo. Vsi smo del ene skupne regijske zgodbe. Sosedi se sicer najbolj zanimivo kregati, vendar to znajo vsi, širom sveta. Vendar tisti sosedje, ki znajo sodelovati, so redki in toliko bolj uspešni. In jaz sem prepričana, da nam v tem prostoru to dobro uspeva. Ko ljudje iz drugih koncev Slovenije in od drugod govorijo o Pomurju, Prekmurju ali Prlekiji, mislijo na eno in isto. Nič hudega. Naj pridejo sem in vidijo, da bodo izkusili mnogo več kot le eno doživetje. Hudo pa je le, da vsi izven naših meja nekako mislijo, da je to doživetje neskončno poceni, da smo tukaj prijazni, dobrosrčni in rahlo naivni ljudje, pri kateri se skoraj zastonj da dobro jesti in piti. Zadnji del je problematičen. Nizke cene niso rešitev za nas, ne v proizvodnji, ne v obrti, ne v turizmu. In hitro dvigovanje cen tudi ni ukrep, ki ga potrebujemo. Pomembno je, da se nas prime sloves kvalitete, iz katere se rodijo nova pričakovanja in pritegnejo k nam partnerje, investitorje, kupce in turiste, ki iščejo najboljše v vsem, kar ponujamo, ter cenijo vrednost našega dela. Ko pomislimo na Švico, pomislimo prav na to. Ko pomislimo na Prlekijo in Prekmurje, Pomurje, moramo pomisliti na nekaj podobnega. To je naš izziv. In izhodišče je dobro, kajti Švica ima le gore in tunele. Pri nas imamo mnogo več vsega. Pa poglejmo. Ljutomer je znana slovenska turistična točka, ki se nahaja v osrčju Prlekije in že stoletja privlača obiskovalce iz vseh koncev Evrope. To je okolje tradicij, kraj prvega slovenskega tabora, je domovina obrtništva, društev, kulture in kulinarike. Je kraj zaznamovan s plemenito zgodovino ter starimi izročili. Je tudi dom zanimivih sodobnih inovacij. Vijugaste gorice Prlekije že stoletja slovijo kot zibelka izbranih slovenskih vin s plemenitim poreklom. V Jeruzalemski vinoteki, največji vinoteki na Štajerskem in v Pomurju, se predstavlja 32 vinogradnikov celotnega območja. In čeprav so Ljutomerčani specialisti za pridelavo in degustacijo vina, znajo obiskovalcem postreči tudi z dobro kavo. In uživati v pitju kave na eni izmed prleških vinskih teras je doživetje, ki upraviči obisk tega enkratnega kraja. Ljutomer je tudi dom vrhunske hrane. Prleški hedinski kropec, gobova župa ter ostale domače dobrote so nepozabno imenitna doživetja za vse, ki jih okusijo. Enako nepozabna je predanost Prlečk in Prlekov sonaravnemu življenju in zdravemu odnosu do zemlje. Ta lepa odlika se odraža tudi v predanosti k aktivnemu načinu življenja.
Zato sta Ljutomer in njegova okolica prava dežela doživeti. Tu najdemo marsikaj. Od tradicionalnih kasaških dirk do wellnessa v termah in različnih športov ter vabljivih kolesarskih stez, ki so del avstrijsko-slovensko-hrvaške kolesarske poti. V Ljutomeru in njegovi okolici se najdejo užitki za vse okuse in še tako zahtevna pričakovanja. Zato prikolesarite, pripeljite se z motorjem, avtomobilom, avtodomom, avtom, avtobusom, vlakom ali priletite z zmajem, balonom ali letalom. Ni važno kako. Pomembno je le, da pridete, saj boste zanesljivo uživali. Spoštovane gospe, cenjeni gospodje, želim si, da bi bili ponosni, ker ste občani občine Ljutomer ali ker ste kot poslovni partner prispevali k uspehu občine Ljutomer. In da bi se obenem zavedali, da smo ljudje tisti, ki določamo utrip in vsebino kraju, mestu, občini in državi. Zato res iskrena hvala, ker dajete vse to in ker vsak dan sproti držite naše okolje pri močeh s tem, da odlično delate tisto, v čemer ste najboljši. To je edini način za dolgoročni preboj, za prave ideje in za nasmeh v srcu. Želim vam prijetno druženje in seveda vesele praznike, srečno, zdravo in čim bolj uspešno leto, ki prihaja. Hvala lepa.
Nikot na sodelovať s pánom,